Pozdravljeni v tedenskem podkastu, ki ga pripravljamo na uislovenija.si, v katerem povzemamo najpomembnejše novice na področju generativne umetne inteligence. Podcast pripravljamo v podjetju seos.si, kjer poskrbimo za varno in učinkovito implementacijo umetne inteligence v slovenska podjetja. Danes bomo govorili o 4 ključnih temah. Apple Intelligence v iOS 18 in kaj to pomeni za zasebnost ter uporabniško izkušnjo, javni predstavitvi zmogljivega modela podjetja Anthropic in razpravi o varnosti, rasti majhnih oziroma Edge AI modelov in priložnostih za slovenska podjetja, ter o tem, kako cenovne spremembe velikih ponudnikov spreminjajo dostopnost naprednih orodij. Začnimo z Appleom. Novi paket funkcij, ki jih Apple imenuje Apple Intelligence, prinaša samodejno povzemanje e-pošte, generativno urejanje fotografij in bolj personalizirane predloge odgovorov. Velik poudarek je na on-device procesiranju, torej na tem, da se čim več obdelave izvaja neposredno na telefonu ali računalniku, kar pomeni hitrejše odzive in manj pošiljanja osebnih podatkov v oblak. Apple hkrati ponuja tudi TI Private Cloud Compute za zahtevnejše naloge, a tu nastopijo ključne vprašanja. Kako jasno bodo uporabniki vedeli, kdaj se podatki obdelujejo lokalno in kdaj v oblaku, ter kako bodo nadzorovali ta prehod? Še ena praktična omejitev za nas je jezikovna podpora. Napredne funkcije bodo sprva najbolje delovale v jezikih, kot je angleščina, slovenski uporabniki pa bodo morali še počakati. Premik k podjetju Anthropic. To je pred kratkim javno predstavil zelo zmogljiv model in to sproži pomembno dilemo. Z enega zornega kota so opozarjali na tveganja, z druge pa zdaj sami ponujajo orodje, ki prinaša močne zmogljivosti. Zato poudarjajo dodatne varnostne mehanizme, omejen dostop in sodelovanje z zunanjimi strokovnjaki. To nas pelje do širše teme odgovornosti in regulacije. Javna testiranja in sodelovanje z raziskovalci so pomembna za odkrivanje ranljivosti, vendar hitra dostopnost najzmogljivejših sistemov povečuje možnost zlorab. Zato je danes ključno, da so poleg tehnoloških rešitev tudi jasni postopki za testiranje, nadzor in licenciranje kritičnih modelov. Tretja tema so majhni, specializirani modeli in Edge AI, trend, ki odpira možnosti za manjša in srednja podjetja. Ti modeli delujejo z manj računalniškimi viri, jih je lažje namestiti lokalno in so cenejši za obratovanje, kar je idealno za naloge, kot so nadzor kakovosti v proizvodnji ali personalizacija ponudb v e-trgovini. Prihodnost je pogosto hibridna. Manjši modeli prevzamejo rutinske naloge na robu omrežja, večji modeli pa skrbijo za kompleksnejše analize v oblaku. Za slovenska podjetja to pomeni priložnost za hitrejši vstop v AI z nižjimi stroški, a tudi potrebo po znanju. Razvoj kadrov, sodelovanje z lokalnimi razvijalci in uporaba odprtokodnih rešitev so ključni koraki. Četrta tema je tržno dogajanje. Znižanje cen pri velikih ponudnikih je sprožilo svojevrstno cenovno vojno in boljši dostop do zmogljivih urejevalnih orodij. To je super za študente, mala podjetja in agencije, ki zdaj pridobijo dostop do naprednih funkcionalnosti, hkrati pa obstaja nevarnost, da manjši ponudniki ne bodo mogli tekmovati. Z ekonomske plati pa ne smemo pozabiti na stroške in donosnost. Nekatera podjetja porabljajo visoke zneske za AI na zaposlenega, kar prinaša hitre prihranke, a tudi pasti. Brez jasne strategije, izobraževanja in merjenja ROI se lahko naložbe izkažejo za manj učinkovite. Zato je pri uvajanju AI dobro začeti postopoma in merljivo. Za konec, delovanje in vpliv umetne inteligence se hitreje spreminjata kot kadarkoli prej. Pomembno je, da kot podjetja in uporabniki iščemo ravnotežje med inovacijami, varnostjo in etiko. Slovenija ima priložnost, da s premišljenimi koraki izkoristi decentralizacijo in specializacijo AI, a zato potrebujemo znanje, standarde in jasno strategijo. Hvala, ker ste prisluhnili. V naslednji epizodi bomo spremljali nadaljnji razvoj teh zgodb in se podali v praktične primere uporabe AI v slovenskih podjetjih.